Živijo, jaz sem David Urankar, verjetno smo se nazadnje videli na televiziji, morda pa se spomnite, ko smo lani skupaj obiskali Telemach, ki je eden od zelo dobrih primerov odgovornega ravnanja do okolja. Jaz se drugače, rad rečem, zavzemam za trajnostni življenjski slog, rad skrbim za naravo, pazim na naravo, še zlasti pa v zadnjem korona času, kjer smo se mi zdi, da kar vsi malo bolj povezali s planetom Zemljo in upam, da dobro skrbimo zanj. Lani smo opozorili, da je 22. april svetovni dan Zemlje. No, tudi letos, prav tako na 22. april praznujemo ta svetovni dan Zemlje in zato je prav, da pohvalimo tiste, ki se tega še posebej zavedajo in za Zemljo lepo skrbijo. Greta, živijo! Greta, zadnjič, ko so se pogovarjali, je bilo 1 leto nazaj in ste imeli novo sončno elektrarno pri Telemachu. Verjetno so že kakšni podatki, koliko se prihrani z njo. Ja, sončna elektrarna je kar en večjih projektov na tem področju. Seveda budno spremljamo, koliko energije privarčujemo na ta račun in koliko zmanjšujemo ogljični odtis. Planirali smo, da bomo v lanskem letu ga zmanjšali za 125 ton, pa se je izkazalo, da smo ga v bistvu za 2-krat toliko, za več kot 250 ton. Trenutno celo smo pri številki 280. Mi poveš, številke so res velike, ampak a mi poveš še v jogurtovih lončkih, koliko je to CO2-ja? Bi rekla, da 250 ton ogljičnega odtisa je toliko, kolikor izpustov sprovede 55 osebnih avtomobilov v enem letu. To pa so številke, ja. Če gledava prihranek električni, na ta račun bi lahko 1900 računalnikov delalo eno leto, ali pa bi bil en TV prižgan 1.700.000 ur. Koliko serij bi to lahko pogledal človek. Ampak verjetno pa ni samo ta tehnična oprema, pri kateri sončne elektrarne pomagajo. Vem, da si se pripeljala z električnim avtomobilom. A se tudi vaša flota avtomobilov polni na ta sistem? Ja, z električno energijo, ki jo sprovedemo, polnimo avtomobile. 11 smo jih imeli lansko leto in smo v bistvu na ta račun kar 50 ton ogljičnega odtisa zmanjšali. Se pa povečuje, zdaj jih imamo že 14. Lepo. Kar nekaj je manjših aktivnosti, s katerimi zmanjšujemo obremenitev na okolje. Predvsem bi rekla, da se osredotočamo na digitalizacijo pa brezpapirno poslovanje. Jaz moram reči, da keep up the good work, kar mislim, da kažejo tudi certifikati, ki ste jih dobili. Ja, smo lastniki 2 certifikatov mednarodno priznanih ISO za okolje in za energetiko. Super. Ja, čestitke, Greta, čestitke vsi Telemachovci, ker tako lepo in trajnostno skrbite za okolje. Ne zaključiva le s kakšno mislijo, se pravi, majhne stvari so tiste, ki štejejo. Poberete kakšno smet, ki je na tleh, natočite vodo iz pipe in ne iz plastenke. Kupite lokalno in ne nekaj, kar je 100 km stran, iz pravične trgovine. In ja, če ne prej, se vidimo spet 22. aprila ob svetovnem dnevu Zemlje.